Prej nisem mogel nič govoriti, ko nisem vedel, da mi bo uspelo, ne? Zdaj pa lahko končno začnemo vlog, vegan vlog. Tokrat v videu letimo s padali, letimo s surfom in letimo z dronom. Evo, pozdravljeni iz Vignja. Tako kot imamo v kanalu napisano, na en kanalu v bistvu ni samo gorsko kolesarjenje, čeprav je večino časa, zadnje čase samo gorsko kolesarjenje, ampak tokrat je spet uvertura nazaj v surfanje, windsurfanje in pa padalstvo. Kaj tle počnemo? Vsi Slovenci, verjamem, da večina Slovencev, ki je kdaj windsurfala, kajtala, pa zdaj tudi wingfoilala in ne vem kva še vse, pozna Vigan, ker je to ena izmed redkih lokacij na Hrvaškem, ker praktično konstantno piha, skoraj vsak dan. In kako dan tle izgleda? Dopoldan ponavadi ne piha, tako kot danes. Zbudiš se pa, da se zbudi. Pol malo poješ, pol eni grejo laufat, eni kolesar, eni gledamo harmo, eni se sončimo na plaži. In pol, kva se vsakič zgodi, ko začne pihati, moraš opremo pripraviti, deske, jadra zategniti, razmišljati, katero jadra bo danes primerno, katera deska bo danes primerna, da boš fajn glesiral. Si v vodi oziroma surfaš, se učiš trike, ne vem, karkoli pač počneš, ali pa sam glesiraš, pol se nasurfaš in se odločiš zvečer, da je dovolj. In zakaj je vegan fajn? Zaradi tega, ker lahko toliko veliko stvari počneš. Ker je zdaj, tako kot sem rekel, v stilu tega, kar sem rekel, da se dokler ne piha nič ne počne. Grem zdaj iskat pijačo, pa grem pa na plažo. A ja, pa če ste se kdaj spraševali, se vem, da se niste, ampak vsem, kaj je razlika med Bolom na Braču pa Vignjem. To, tle imaš kempe, tam je pa vse fancy, pa imaš apartmaje. Evo, pijačo imamo. Mimo grede v zadnji The Best Bar v Vignju, K2, kjer se vedno kaj zvečer dogaja, kakšne žurkice. Si bila kaj v vodi? Ja, si bila kaj v vodi? Ni hotela ven? Mogla je 4-krat gor. Ja, morski pes. Zdaj bomo pa le noharali do vetra. A few moments later. Navivajo 3-4 zdaj. Dobar gre, dobar gre. Bravo. Evo, majstri, to je to. Uspeli mi narediti dolgoletna želja. Kadarkoli smo bili v Vignu, pa smo videli druge jadralce. Evo, sem zdaj tudi jaz med njimi. Mogoče bom še kdaj probal, ker mi pač ni uspel pristati na rtu, kar je očitno. Vzletel sem in tam v zadnji, da vidite, bom približil. Dolgoletna želja opravljena, zdaj me pa čaka, veš kaj, pospraviti rabim. No, majstri, to je to od padalskega dela. Zaradi tega je vegan fajn, ker lahko toliko veliko stvari počneš. Pa ne pravim, da sem jaz nek ekspert padalski. Ampak vseeno, zaradi tega, ker nisem ekspert, pa sem uspel tle vzleteti. In sem se še malo duška dal jadralnega. Gremo čez Vigan. Desno je plaža, levo je slavni bar K2. No, da je še kaj povej. Koktejle. Tole je rt. Za mano je restauracija Ponta, pred mano je ta slavni rt z barom, ki je že zaprt. In pol čez dan takole čakaš, da bo dosti pihal.
kar trenutno ne. Na tle na vrtu imaš tudi poln teh šol, oziroma 3-4 šole pa imaš za kajtanje, surfanje in tako dalje. Tole je pa novi stari center Vignja, prenovljen. Ampak ja, načeloma imaš tle vse. Tle imaš pa drugače iz tega pomola taksija do Korčule. Ura je cajt, oziroma začeli pihati, kot vidite. In zdaj treba pripraviti opremo za Valentino. No, jadro je. Pa je šla. Pa. Vidiš, kako je skorčila? A si bila kaj živčna? Sploh je nisem videla. Ja, dobro ti to gledaš, ej. Šla vprašati, odko me je ladja. Skor se nisem metrov prej smo mala urant. Kar talenci, ja. O moj bog. Nič, se grem še jaz spraviti na desko. Evo, zdaj še mene spravimo. Jadro pripravljeno, deska tudi, še jaz se spravim, pa gremo. Trapez imam, čevlje imam, tako da nič, zdaj pa pojmo malo uživati, a ne? Zakaj rad windsurfam? Res je, windsurfanje mi je bilo praktično dano v zibelko. Ampak kako to, da se mi vse skupaj ni zagabilo? Namreč pri windsurfanju ni bližnjic. Če hočeš napredovati, moraš 100-krat pasti. In če si nepotrpežljiv in ne vidiš napredka, te lahko hitro vse mine. In tudi ko misliš, da nekaj znaš, je še tako veliko, kar se moraš naučiti in se zgodba ponovi. Le žuljave roke in 100 padcev je do napredka. In ob vsem tem bi me lahko zamikalo poizkusiti kajtati ali kaj drugega. Namreč zgleda lahko. Pravzaprav nikoli nisem probal in ne vem, kaj je lažje in kaj težje. Vendar človek se mora nekje ustaviti. In zame je windsurfanje dovolj. Iskanje tistih nekaj sekund med glisiranjem, ko zadaneš del morja, ki ima manjše valove in se ti zdi, kot da jadraš po zraku. Morda bi takšnih sekund imel veliko več na kajtu ali kakšnem wingfoilu. Vendar nekoč so intervjuvali nekega tekmovalca, ki windsurfa in kajta. Imena se žal ne spomnim. Vprašali so ga, kaj ima raje, in on je odgovoril: ne spomnim se, kdaj sem prvič skočil s kajtom, vendar pa se še vedno dobro spomnim prvega skoka s surfom. In zame je to odgovor, zakaj windsurfam. Evo, zadnji dan. Treba še vse pospraviti. Surfi so že. Jadra je še treba. Tale lok, ki je toliko star, da se nam je zarustal, mi ga ni uspel narazen spraviti, tako da sem ga zbrse za sabo vzel. Avra živcira. Valentina tudi nič pomaga, ker sem na več shod. V otroštvu sem vedno jaz bil ta največji lenuh, nič nisem pospravljal. Zdaj moram pa jaz vse. Karma. No, zdaj lahko poveš, kaj si prekal pa reči. Da ne morem verjeti, da toliko časa, kolikor je minil od zadnjega surfanja, da mi je vse ostalo v glav in da sem se lepo furala. To je to iz Vignja.